50 let namreč mineva od študentskih protestov, ki so leta 1968 razburkali ulice Pariza, Prage, Beograda, ne nazadnje tudi Ljubljane. Akterji takratnih družbenih premikov, ki so prinesli liberalizacijo družbe, pa revolucijo duha in pozneje pridobili pomembno mesto v zgodovini, če naštejemo nekaj pozitivnih izidov teh protestov, akterji so bili po lastnih besedah realisti in zahtevali nemogoče. Kakšna je zdaj njihova zapuščina? Se 50 let pozneje še zavedamo njihovih zahtev ali so te postale morda tudi naš vsakdan? In če se za začetek navežemo še malo na temo, o kateri smo govorili prej, dr. Mirt Komel, kakšen prelom glede na dotedanje poglede na telo in spolnost so prinesle vrednote, ki so jih izražali in zahtevali protestniki leta 1968? Ja, leto 1968 je seveda bilo križišče zelo različnih tokov. Zdaj tista dva vsaj, mislim, da intelektualno najbolj produktivna in v tistem obdobju tudi seveda kulturno in politično, ki sta proizvedla največje obrate v tej smeri, sta bila, če zelo zožam, pa se omejim na mogoče Pariz 68, ne, marksizem in psihoanaliza, ne, ki sta naslavljala pravzaprav dve najbolj pereči vprašanje tistega časa. In eno je bilo seveda vprašanje, ki ga je načel seveda že Freud pa seksualna revolucija, ki je potem sledila najprej v teoriji in potem v politiki in potem v vsakdanjem življenju. Na eni strani, na drugi strani pa seveda sama delovna razmerja. In tisto, kar so takrat zahtevali, seveda bilo, če zelo na kratko zgostim, več svobode v obeh pogledih. Več svobode v seksualnosti in več svobode v delu. In to, kar smo dobili, je natanko to. Tisto, kar se je potem izkazalo in kar je postalo problem, je bilo natanko to, da enkrat, ko liberaliziraš in sprostiš obojne odnose, se izkaže pravzaprav, da svoboda sploh ni toliko tukaj problem, pač pa da je problem nekaj drugega. Da je problem neka druga politična kategorija in ta kategorija je neenakost. In če pogledamo, kaj imajo skupnega in psihoanaliza in marksizem in spolna in delovna razmerja, natanko to, da v obeh in obe vedi to naslavljata, gre za neko temeljno izhodiščno neenakost med ljudmi. V spolnih razmerjih, kjerokoli binarno pozicijo vzamete, moški pa ženska je prva v nizu mnogih, ki sledijo, v delovnem razmerju pa seveda eksploatirajoči in eksploatirani. Ampak mislim, da na tej, na povsem, kako bi rekel, praktično politični ravni ena izmed glavnih naukov, ki jih je mogoče potegniti iz maja 68, ta, da je bila vsa tista izkušnja, ki so jo potem oblasti segregirale na latinsko četrt v Parizu in še to na študentsko, širše intelektualno in kulturniško dogajanje, ki se dogajalo takrat v latinski četrti, vis-a-vis temu, da se je potem onemogočilo povezovanje, ki so ga pa marksisti znotraj teh krogov z Louis Althusserjem in drugimi na čelu promovirali, in to je, da bi se moglo študentstvo v tisti krucialni strateški točki zgodovine povezati seveda s proletariatom, ne? Da drugače bo ostalo to zamejeno ne samo na tisto četrt, ampak tudi na točno to določeno populacijo, ne? In da to je mogoče ta hrbtna plat tega maja 68, da se zdi, da potem vse določeni krogi, ne, da so vzeli, da se da med revolucijo zgolj s tem študentsko-kulturniškim aktivizmom brez tega proletarskega, ampak nauk takrat je bil ravno nasproten, ne da se. Ne. In za ilustracijo tega nasaj navedem primer, ko smo se zbrali takrat v času vstajniškega gibanja in so vsa mesta po Sloveniji začenši po Sloveniji najprej, preden se je začela ta ljubljanska zgodba, so podpirala, solidarnost so podpirala Maribor, in mi smo se na podoben način zbrali na trgu Evrope med obema Goricama. 15 nas je bilo tam, pač Gorica, no, mislim, ni zdaj neko aktivistično ful mesto, pa vendarle. In je bil zraven policijski avto, ne, in potem so mene poslali v ogenj, v smislu, lej, češ ti si tle zdaj intelektualci, tebe ne bojo pretepli, pejdi tja se zmeniti, ne, jaz grem tja k tema dvema policistoma, pa neuniformiranemu, njihovemu zgleda diplomatskemu temu
oficirju in se debatiramo in pa tako sprašuje pač ne ta klasično, kaj boste počeli, pa ono tretji in potem jaz se malo pošalim, tako ne brez skrbi, nobenega nasilja ne bomo zganjali, ker sem videl, kam gre z vprašanjem, v smislu, da je hotel preveriti, da bomo zdaj mi kaj tam razbili, a morajo oni stati zdaj tam, ali lahko grejo domov, ne. In jaz tako brez skrbi nič nasilnega ne bomo in potem ta policist pogleda, potem pa ne boste nič dosegli. Če damo še kar naprej besedo Miha Blažič. Za generacijo, ki se je 68. podala na ulice, bi lahko rekli, da je imela željo, težko bi rekli, da je imela agendo. Si lahko podobne zahteve po družbenih premikih predstavljamo tudi danes, ko smo bolj pragmatiki, pa recimo, no, temu zaključim tukaj. Težko reči, ne. A so bili ljudje takrat manj pragmatični, ne? Mislim, a so bili manj racionalni, smo danes bistveno drugačni ljudje, ne? Lih pred kratkim mi je v roke padla ta pamfleta, ko je bila takrat zelo razširjena v Franciji beda študentskega življenja, ko je v bistvu pač nekaj, kar je krožilo pač po fakultetah, kot neki daljši esej, neka analiza, ko je pač skupina radikalnih študentov napisala, ki je pač absolutna kritika vsega, ne, in me je presunilo, koliko iz tega veje recimo eno prepričanje, ena nujnost, da pač zdaj prihaja do totalnega prevrata družbenih odnosov, da pač imamo pred očmi globalno revolucijo, ki bo popolnoma spremenila medčloveške odnose, ne. Tudi tako pač ono, kot črno na belem, jasno je to vsak človek vidi, to je dejstvo, da se to zdaj dogaja in se bo zgodilo, ne. In ko gledaš pač te zahteve, to kritiko družbe, teh odnosov, spolnosti, vsega, pač religije, ne, pač res je radikalno, ne. In to samo prepričanje, mislim, zveni zelo fantastično. In hkrati so ravno ti radikalci z zahtevami po odpravi sploh dela kot takega uspeli nagovoriti dovolj delavstva takrat, pač kot skoraj edina študentska skupina, ki jim je uspelo dejansko pač to delno povezava z proletariatom, ki pač potem se je izpela čez nekaj časa. Ampak uspeli so velik del splošne francoske populacije pač nagovoriti in odprli to možnost, da mislim, ker to je bila konzervativna družba pač pred tem. In v tistem momentu je pa nenadoma, ko se je to pojavilo na mizi, je postalo pač eno izmed realnih političnih vprašanj, saj res, kaj pa če bi pač ukinili delo, kaj pa če bi pač popolnoma predrugačili družbene odnose. Jaz bi pa bil za to, ne? Nisi rabil biti ne vem koliko mislim, nisi rabil biti totalno zmešan levičarski študent, pač da se ti je to zdelo nekaj, kar bi bilo pač možno in željeno v družbi, ne? In hkrati, ko se je samo politično gibanje pač ni uspelo nekih otipljivih zmag v tistem obdobju pač dobiti, je v naslednjem trenutku to ljudstvo, ki je sanjalo tako velike stvari, zapadlo nazaj v najbolj ozko pač in izvolilo konzervativno vlado in se vrnilo v pač ne, pač čist zapeto pač pojmovanje družbe, tako mislim, dajmo ne probati nič spreminjati, prej je bilo boljše, vrnimo se k naravi, ne. Se pravi, o čem je govora, kaj je možno? Možno je tisto, za kar obstaja pač resna politična iniciativa, za kar obstaja pač, ne, možno je tisto, kar ti nekdo postavi na mizi, ne. In dokler tega ni na mizi, se ti to ne more zdeti možno in ne moreš biti hkrati pragmatičen človek in si to želeti. Ko pa je na mizi, si lahko zelo pragmatičen človek in hkrati pač si to želiš in veš, da je nekaj uresničljivega. A se bo taka pobuda pojavila danes na mizi, ki jo bomo lahko množično sledili, je pa vprašanje za $1 milijon.
je neka taka nova domišljija konec 60-ih prišla recimo tudi v tehniške vede. Zdaj, če gledamo iz našega današnjega stališča, ko živimo v tehnološko precej drugačnem okolju, kot so konec 60-ih let, če zdaj, ko pogledamo nazaj, lahko vidimo, da je bil nek premik v razmišljanju tudi v tehniških vedah. Težko reči z mojega stališča. Ne vem, mogoče tehniki na to malo drugače gledamo, pa niti ne vem zakaj. Mogoče smo toliko bolj upeti tudi v ta kapitalističen svet, da ni lepo, da tako razmišljaš. Ne vem. Tudi ko so bili te protesti, je bilo vedno, ne, mi bomo imeli, mi nimamo časa za to, naj se oni pričkajo tam. To ni fajn, ker dejansko res, kot si že rekel, vse te pravice smo si izborili, ali so vsi izborili pred nami. Tako da kle tehniki smo malo taki, zapečkarski v tem smislu, pa ni fajn. Jaz sem tudi tak, da sem delal, med vsemi protesti sem delal ko zmešan, sem imel malo več miru, predavanj pa ni nam bilo treba imeti, to je bilo v redu. Tako da to nam je kar odlegalo. Tako da, ja, je pa tudi tako, da mogoče, ne vem, ni tega kolektivnega duha, po mojem, ni več. Zdaj so samo še, meni se zdi, da vsak je posameznik, pa hoče nekako biti ta glaven, hoče imeti najboljšo sliko na Facebooku, hoče se izpostavljati, da bi pa dva skupaj, ali da si bi grupa naredila, ali pa 15, to je že kar veliko. To je pa zelo težko, in se hitro zatre tako gibanje. V tehniki pa sploh ne dobiš tako, da bi v ekipi eni nekaj začeli tako delati, to bo težko. Tudi recimo čisto konkretno smo gledali že, pa mogoče še gledajo študenti na tisti, ki so na strojnem faksu, v študentskem svetu, to je tako, mislim, kaj pa, se greš ti politiko ali se greš zdaj ti tukaj strojništvo pa študija. To je mogoče čisto drugače na drugih fakultetah. Mislim, na pravu bi verjetno, ali pa ekonomiji je to čisto drugačna zgodba.